Dober dan. Dober dan. Kako ste? Super. Boste pozdravili starše? Ja. Se imate v redu? Super. Kje smo po noč spali? Hiške. Hiški? Ja. Ker smo se bali napovedi nevihte, a ne? Pa se skup ni bilo nič, a ne? Jej. Ja. Hvala Bogu. Ok, ste v redu vsi? Ja. Dobro. Nič, gremo kar po vrsti. Prva skupina bo predstavila stopinje in seveda druga skupina enako. Pa bomo kar pri prvi skupini začeli. Ok, tukaj imamo udomačenega psa, je brikete, ko je vesel maha z repom, Drži? Koliko nog ima? 4 noge ima, Dobro. Ok, mu priznamo. Ja. 2 točki, v redu. okay, to Zapomnite si, ja? je pa jelenjad, je Odlično. rastlinojedec, Res je. živijo v tropih, Barve pa. rjave Tako, odlično. 2 točki oziroma 4 točke si pridobil za vašo skupino. Super. Tukaj imam kuno. Kaj? Ne, ni kuna. Sem pozabil. Bom tega. To je volk, je sive, bele barve. Živi v hladnih prostorih in je nočna žival. Tukaj V katerih hladnih prostorih, če malo bolj mi poveš? gorah, tako, gore pa kakšne jame, če najdemo kakšnega noter. Kaj pa gozdovi? Gozdovi tudi, Aha. pa Pretežno živijo v gozdovih, teba reči, Ja. ne? Ne v Ja. gorah. Tam, kjer ni dreves, volka ne boš srečal, veš? ja, to je res. Je res? Ja. Dobro. Ni smešno, ampak je to dejstvo, ne? Zdaj tukaj imam še eno žival, se ne spomnim imena. Vidra. Je majhna in dolga in je različne barve. Drugače je črna, bela in malo tudi siva, če najdemo kaj. Ok, samo eno točko ti dam, ker tole ni vidra, ampak zajec. A zajec je to Ja. rekel. No, prosim. Jaz imam Ena točka, se pravi, zdaj imate 5 točk, ok? Ne, on ni z mano. On je z nami. Kaj pa ti delaš pol v prvi skupini? Po vrsti gremo si- tako, če si ker smo rekel, zdaj v da- zboru. Ne, v prvi vrsti, najprej prva vrsta pove. Sej, on pa ni z naših, ker smo se A zamenjali. ja, vi ste se zamenjali. Ja, pol prosim, da greš nazaj v svojo skupino zdaj. Te pa gremo naprej. Ti imaš 3 točke, ne? Ja, 3 točke smo ti dali, prav? ja. Ok, gremo zdaj po vrsti. Prosti, nisem jaz. Ja, Sem, smo se zamenjali. ja, razumem. Se oproščam, gledalci, nisem tudi jaz vedel, da je to tako. Smo se pa res tako dogovorili, res je, ja. Pozabil sem. Domača mačka, Mateja? Ja. je različnih barv, živi na kmetijah, doma. Ima 4 noge. Dobro, odlično, super. Ok. In lovi ravnoteže s pomočjo repa, ne? To je vrca, ne mačka. Mačka isto. Mačka tudi, Tudi. nisem vedel. Ja, brez skrbi. Brez skrbi. Pa kadar je vržemo v zrak, vedno prstane na nogah. Zakaj? Ker spet si z repom pomaga in s celim telesom. Dobro, bomo naprej, pol se pogovarjali. Prav? Gremo samo tole, kak snemam. Koliko točk? 2 točki. Ker je pravilno povedal vse. Drži? Ja. Gremo naprej? To je kuna. Pokaži, nisem videl. To je kuna. Teka po žlebih od hiše, je rjave barve in je ptiča. Bravo, 2 točki. Čestitam. Kar naprej? A še tega imaš? To je jazbec, je sivo-bele barve,
je kolerabe, Prosim, samo kolerabo. Še? Samo kolerabo je. Ti poje to. Še? Je kolerabo. A še kaj drugega je? Ti poje. A je rastlinojed? Ja. A res? Ne, to ne bo držalo. Hiter popravi. Če poje Okay. Zver je, ne? Ja, zver. To je največja kuna pri nas, a ne? Ti poje vse. Okay. Njegovo domovanje je brlog. V jazbini, ne? Ok. Brlog ima pa medved, a ne? Ja. Ok. V redu. Ti priznam 2 točki. Torej Ozir- imamo 4. Tako, 4, ker imaš 2, tako. Jaz imam divjo svinjo. Je napadalna in nevarna. Je rastlino mesojedec, Se pravi, sejedec, a ne? sejedec Ja? in hodi po 4 nogah. A daj nehi. A ta tudi. V redu, ja. Glejte, Črne priznam. rjave barve. Ok, bravo, priznam. Kaj ste dobili, vse možne točke? Ja, vse možno. Se pravi 12 točk. 12 točk. Ok, gremo še v drugi skupini pogledat, kako se boste odrezali. V bistvu ste že izgubili. V bistvu ste že izgubili, ampak kljub temu boste povedali, da vidim, koliko ste izgubili. A ste fino ali zelo mal? To je lisica, Ja, drži. je belo-oranžne barve, živi pod zemljo Tako, lisičini. in ima 4 noge. Dobro. Ti si povedal? A ja, prosti, nisem. Ne vem, kaj je to. Ne veš, kaj je to? Kuna, no pač vidra, kaj? Kaj to? Je- On je alien. Plavalno kožico ima, to pomagam, evo. A ja, Itak ste že izgubili, tako da vam lahko malo pomagam. Videl. Vidre, ja. Prej sem jo opisal. Ja. Ja. ti si previdel. A si je poslušal, kaj je opisal? Dolga je, Ja? Ja vem, pa kje sem pisal. Koliko ima nog? Ja? 4 noge? Pa dolgi rep. Ok, priznam. tam za 4 točke. Črna, Ja, rjave barve, Odlično. velika, pa zelo plašna. bravo, 2 točki, čestitam. Kaj pa imaš ti to? Je rjavi medved Bravo. in je napadalen, ko ima mladiče. Rad je med in živi v brlogih. Odlično, 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 2 točki. Ja, čestitam prva skupina. Malo ste premagali jih, a ne? Malo. Za koliko? Ja, Eno. Eno točko. saj za eno, ja. Ja, to vem. Saj za eno zagotovo, ne? Da so oni dobri Ali tega pa dve. aliena. Kukarkol, kukarkol. Ne vem, kaj to. Zajec. Sej vam je pisal gor. Na vrečki bi lahko pogledali, katere. Smo tam, imamo tam vrečko in sem samo... Kaj je bilo to? Kaj je to? Kaj? Ja, evo, zdaj si boste zapomnili, ne? Ja, Verjetno. Živijo v Sloveniji, torej sledi, njihove sledi. Zdaj me pa zanima, kako vi razmišljate, kje je po vašem mnenju najboljši stav past za žival? Še nekaj moram najprej povedati, preden sploh začnemo s to delavnico. Prav strogo je prepovedano nastavljanje pasti, ko je mir, se pravi, ko ni vojne. Prav v mirnem času se reče, je strogo prepovedano nastavljanje pasti živali, ne? Razen v določenih izjemah, ki so pa recimo, ne vem, za kuno, vendar morajo to lovci postaviti, a ne? Pa še to takrat, kadar kuna nima mladičev, se pravi v spomladanskem času kakršnekoli pasti na kakršnekoli podstreh padajo, to je prepovedano, strogo. Vas lahko zaprejo ali pa dobite visoko kazen, če vas dobi lovski inšpektor. Ok? Tako da boste vedeli. Mi bomo tukaj samo pokazali, kako izgledajo te pasti, kako se jih pripravi. Ne bomo jih pa pustili nastavljene, da bi karkoli ujeli. Ujela se bo samo moja roka, ki bom vam pokazal, ali pa kakšna palca bo nastradala, kakšne druge živali pa ne. Ok? Velja? Je pošteno? Ja, Ok. nočem da živali, sada. Tako.
Samo imam vprašanje. Ja, prosim. A so tudi vodne paske za ribe, ki kažem s palcem na eni strani? Lahko je. Ni Lahko, vse te prožilne mehanizme, katere bomo spoznali, lahko uporabljate tudi za ribolov. Ja. Okay? Ok, Vedno, si jim probo zapolniti, zato da mi zdaj, da imaš videti ribe. ja, tisti je drugače. Če se bo za ribolov naštimo tako past, da ti bo sama se riba ujela, ne, ko bo sprožila mehanizem, da ti bo ena palca skočila nazaj, pa je ujela, se da. Je zelo dober. Prva pas, ki jo boste spoznali, je številka, torej pas v obliki številke 4. Številka 4? Ja, zdaj bom tako postavil, da boste vi pravilno videli, kako najprej najdemo 3 enako dolge palce in jih postavimo takole, kot vidite, v obliko številke 4. Potem je pa treba narediti noter take izreze. Zdaj bom pa jaz prav pokazal, kako je pravilno. Ne? Spravi, najprej naredimo na tej ta pokončni palci, evo bom pokazal, kako je to izgledalo pri meni. Spravi, takole izgleda, ko je sestavljena. Malo. Evo, takole. Tukaj gor, ko pride obremenitev, kjer je zdaj moja roka, pride gor hlod. Pravi, če si predstavljaš hlod, pride gor naslonjen, tukaj pride vaba in ko pride žival, pač, vidite, to se odskoči stran Žival pa poškoduje. Kot kamen. in to pade pač na njo. Če je to prelahko, Žival ne, to te ne bom delal. Če je to prelahko, kaj naredimo? Ja, vzamemo večjega, ali pa damo 2 skupaj, pa še kamen gor prevežemo. Ja, da imate res veliko težo, da vas žival potem tudi počaka od spodaj, ne? Ne, da samo nekaj poboža, pa gre naprej veselo. Prosim. In tudi zelo veliko možnost, da umre. Ja, Ja, sej, zato delaš to. zato delaš past. Ja, Če je- jaz jih nočem biti. Če nočeš ubiti, potem ne delaš pasti. Potem ne ješ mesa. Če bi jaz delal te telepesti, bi jih sam zato dala živali, vidim. Vidiš jih lahko tudi Da bi jih sam zato, da bi jih ujel, da bi jih videl od blizu, a ne? Ampak moraš vedeti, da take živali, ki so ujete v past, so izredno, izredno nevarne. Ker se počutijo ogrožene. Sploh pa je ta past štirica idealna zato, da točno določimo, kaj hočemo loviti. Če vi lovite za zanko, lahko vanjo stopi od medveda, jelena, srne, srnaka, lisice, jazbeca, vse. Ja, človek tudi, seveda. Ne? Čak malo. Nisem mislil tako Ja, no pravim vam, vse možno lahko ujamete v zanko, a ne? In v zanko, ne vem, se boste hecali, pa boste zanko nastavili za zajca, na koncu bo pa noter srna. Boste šli do nje, češ da Boga srnca, jo bom pobožal, a ne, bom potolažil, pa dal zanko dol z noge, vas bo tako brcala v trebuh, da vam bo luknjo not naredila v trebuh. Verjemite mi. Jaz ne bom delal za nekaj. Vse Torej- pasti so za to, da pač... Ne moreš ti vedeti. Prosim, če mi ne skačete v besedo, ker se potem ne razumemo, ja? Dvignite roko, pa bomo lažje komunicirali. Sprav, ko en govori, smo ostali tiho, prosim, prav? Velja? Ja. Ok. Se pravi, pa štirica je primerna, praktično, kot sem že prej omenil, za katerokoli žival, tudi za slona. Ampak ne tako majhna. Večje rabiš. Rabiš pa iz dreves narediti, a ne? Kako? Sam res. Z bogrom. Ja, sam ne Mal karikiram, no. Mal karikiram. Ampak za relativno veliko žival lahko pa pač večje naredimo, ne, pa res orang hlod, da jo damo gor, a ne,
Saj ste že kdaj videli kaj tazga, a ne? Ali ne? Ja, no, kakorkoli. Skratka, če sam povzamemo na hitrco, se pravi, na začetku sem takole zložil palce in potem zaporedno urezal noter te utore, kakor jih vidimo, a ne? Prav takole sem položil na začetku palce in jih potem tudi prilagodil, da se pač ujema tako, kot se zdaj ujema. Je treba pač določene te tole izsekati ven, a ne, z nožem ali pa žagico, da se to zahakla, da to funkcionira potem, a ne. Bomo zdaj še v praksi pokazali, kako izgleda, bomo tale hlod aktivirali. Se pravi, zelo fajn je, da imamo zraven eno palco, zato da ta hlod potem takole lahko naslonimo, oziroma da sloni gor na nečem in da potem dejansko pade dol. A ne? Okay. Sprav to zabijemo v zemljo. Nožek. Jaz imam vprašanje. Prosim. Da lahko tudi, če daš obe strani, da boš stal ravno, pa se tudi prevrže, če sta ob obeh stranih palci. Ne rabiš dveh strani. Eno daš po stran, pa se sigurno na to naslon. A veš? Si naredil sulico. Pravim, eno daš takole po strani malo, probaš tako, da je čim manj odsune stran, a ne? Opale. Ok. Prej sem vas vprašal, če mi znate povedati, kje se naredi, kje se postavi pasti. Ja, imam odgovor verjetno. Kje? Lahko nekje, kjer je visoka trava, v bistvu kjer se ne vidi toliko pasti. Ali pa kjer recimo v gozdu in jo pokrijemo s kakšnim listjem ali pa vejami ali s takšnimi stvarmi. Še majhen otrok gre staršem na sprehod, pa uno palco ven spul, kaj pa pol? Ja, Potem pa še pade noč. A smo rekli, v mirnem času pasti ne nastavljamo, pa je rešen problem. Zdaj pa počakamo, da mu Drži? Ja, Boja. drži. Sem nedolg. Mogla bi, ne? In pride potem pač neki en zajček, ne? Potegne pa, Še flip. Pa ga ni več. ne? Ste videli? In tako past lahko neštetokrat. Štima? Je za večkratno uporabo, ne? Ja. In če ste pametni, naredite jih več. Tako, torej ena varianta smo rekli prej, da je za ribe loviti, smo rekli, da imamo tlele recimo kopto, pa tlele ribnik ali pa potok ali pa reko, to smo pokazali, no zdaj pokažemo pa še, kako lahko za različne živali naštimamo
takole zahakljamo, smo rekli, potem pa lahko čez pot naredimo kaj? Takole zanko, katero vtaknemo noter za tole prožilo, a vidimo? In ga potegnemo proti sebi. Takole. In tle našponamo okrog tele, kaj našponamo? Palce. Našponamo Vrvico. vrvico. Koliko jo moramo našponati? Toliko, da se palčka ne sproži. Da se ne sproži palčka, pa da bo ta vrvica potem tudi služila, stala gor na temle prožilu. In ko... Opale, ste videli, kaj se zgodi? Ja, vrže v zrak. Ja, ampak to je... Dajmo reči. Tale vozel mora biti zategnen. Potem smo rekli, iz tega naredimo zanko. Sprav, tle smo naredili mrtvi vozel, naredimo zanko in jo poveznemo takole čez to vrvico. Pač po možnosti lahko dodate še, če se da takole kakšne rogovilice. Tako da je ograja taka. Ne da je ograja. Zadvigant, Ja, pač da se zatakne. za zanko dati noter, a ne, da ga pride Ja. čez takole, ne? Vprašanje. Ja. Zakaj pa tista palca ta plavi Ta? koristi? Ja. Zato, da sem vrl tle na napev, ki bo zdaj pomenila to. Sprav, ko žrtev pride, stopi z nogo noter, a ne, pa jo pač sproži past potem, ne. In vidiš, me je ujelo, sprav, tle me ves čas zateguje, tudi če jaz kamorkoli želim iti, me ves čas zateguje, ne popušča, tudi če pridem pod vejo, me še vedno zateguje, zato ker smo tako naštimali, da zateguje ves čas. A ne? Lahko jaz stopim noter. Kaj? Lahko ima velik rok, a ne? Kjer se lahko giba. Morate tudi to opaziti, se pravi, če boste težjo žival noter ujeli, jelena, bo velik rok naredil lahko, a ne? Se pravi, morate imeti kaj? Puščico ali pa Puščico ali pa pištolo ali pa puško ali pa kakorkoli, da ga potem lahko usmrtite, ker če ne vas bo on usmrtil. Sam res avtomat. To je, govorimo res v ekstremnih pogojih. A kdo ve, kam gremo? Ja, do smučišča. Ja, kako se reče temu hribu? Na sprehod. Lisec je to, lisec. Na tale vrh gremo gor pogledati. Cerkniško jezero, ki ga sicer zdaj ni, je presahnilo, ampak bomo pa videli okolico. Žive. Pozdravo. Kako? Že 3 ure hodite v sanjah. 15 ur. En dan je že minul in smo tako bili na tem trampolinu. Ja? Na trampoline. Še kakšno smešnico povedal? Ne, hvala. To z unikorne. Ne, sanjah. Ej, ja ti povem en vic. No, prvi stric. Čau. Čau. Kako, Lina? V redu? Super. Ne zaostajamo. Smo se raztegnali, kaj da nas je 80. Krat 10, ne? Ja. Evo, lisec prehajamo. Evo, itak se nahajamo na blokah. Pri stari žičničarski napravi. Kaj zdaj? A se luštam gledati? A se luštam gledati v ogledalo? No, tukaj gor je očišče staro, ki ga je vojska uporabljala, pa se je tudi mladina. Evo ga. Let's go, baby.
Šola za smučarje, evo. Še stari napiši, a znate še kje prebrati, kaj piše gor? Šola za smučarje. Lisec, tako, kaj še zna? Evo ga. Ni čist do vrha ugulen. Na pogled ni prav strmo videti, drugače pa kar konkretno strmo tole. Tisto je pa dom pod Liscem, ki vidimo, kjer je naš tabor. Ali nordijski center. Zakaj pa ne odrežejo? Kako? Zakaj niste odrezali? Zato, ker rabim korenino. Se pravi, korenine orlove praprotki so užitne in jih takole očistimo. Do čistega jih očistimo. In jih takole damo gor na nekakšno trdno podlago in jih takole z nožem stolčemo. In kot vidimo, so zelo... Slasne. Ne, niso še slastne. Zelo lepljive so. Se pravi, vidite, kako se vleče ta škrob. Notor je, se pravi, škrob. Zdaj, če ga takole malo na roke dam med prste, gledajte, kako se... Kalepilo. Ja, kalepilo. Uporabljamo. In kje to rabimo to? Ne za pravo lepila, ampak za kuhati oziroma za peč polpete. Iz semen trav smo rekli, zmeljemo v moko. Potem ločeno smo rekli, namočimo korenine praproti v vodo. V kakšno plastenko z vodo, a ne? Eno zraven druge. Počakamo, da se ta škrop izloči in dobimo tako lepljivo vodo, katero potem dodajamo tej moki, ki je užitno smo rekli, a ne? In oblikujemo neke vrste polpet, katerega spečemo ob ognju na kamnu, a ne? In ga vmes še enkrat obrnemo ali pa dvakrat, odvisno. Ni pa to najbolj za jesti. A ni tako dobro? Ne, Kaj, misliš samo to ali tisti polpet? tisti polpet. Zakaj pa? Je pa nekaj za jesti. Ja, Ja. če ni drugega, ne? Za nujni prijem. Ja, za nujne. Zdaj imamo dosti druge hrane, ki je veliko boljša od krompirjevke, bolj zdrava. Krompirjevke, zajčja deteljica, čeprav je spet ne smemo ful pojesti, bomo najdel, pa pokažem. Recimo krompirjevka, evo je že tole. Če boste povohali, te ena majčkana, ta je zelo slastna, lahko tudi do proba. Lahko. Po čem diši? Višnja po krompirju. Imam po čipsu. Krompirjevem čipsu mislim. David, po čem diši to? Po srovem krompirju. Ja, po krompirju, ja. Po krompirju, ne? Zato krompirjevka. Ali smrdi. Lahko če kuhate v kakšno prekuhico. Zajčja deteljica, jo bomo najdel zagotovo. Strogo pa jejte samo tisto, kar poznate za prmej. Ok? A velja? Lahko. Nas. Kar, poskus. Gremo naprej. Ne, to je 3A. Evo, to je zajčja deteljica, kar utrgete jo. Jaz ti tako natrgam, greš s prsti od spodaj in zagrabiš. Glej, Iščemo 4 peresno. zdaj takole vse skupaj s koredincami potrgaš, oziroma s štibelcami in poješ. Čeprav to si vse zbašaš v usta in poješ. Vse to. Ja, Ali 6? kar poskusi. Gransko. Dobro. Dobro, ampak kislo. 3, 2, 1. Kaj je zdaj? Nisem si mogel vse dati. Jaz sem eno zraven. A vse ali sem? Je lahko samo eno za začetek, za poskus. Zgriste jo, Daj mi da. pa sok probajte. Probaj to za korenino. Nec, kaj rečeš? Probaj. To skupaj. A je dobra? Sladko pito. Je dobro, samo da biš noter kakšen kos trave ali kaj tako. Ja, te pa očistaš, ne? Ja. To steblo je najboljše, ker je kislo. Pa še to zelo zrovno za majico.
Lej, so kar posolirali, vse ni več ostalo nič, lej. Zdaj si še kaj za živali pustiti. Ne, hvala. Jaz pa s polnimi usti govorim, ali? No, le, tukaj sem pustil nekaj za živali. Ja. Ni ogabno, meni je super. Zginilo bo tole, živja. Tukaj imamo spolo, če bi kdo želel probati naravni čigumi, ne gre takole s prstom, semle si ga vzame, Jaz bi, čigumi. jaz bi ga. Najprej si ga morate dati, Naravniči gumi je tako lepil. si date v... Ne v usta! Ja, kam pa? Tudi jaz bi malo. Gabno je gape. Ja, okus ima po smoli, ne po trgu. Bom probal. Ej, dajte si tako malo sline si dajte okrog te smole, da se mi ne bo takoj prelepila na zobe ali pa ne bo. Bo še kdo? Ja, jaz bi probal malo. Dej. Jaz ne bom. Ti probal. To je naravni čigumi in potem se čez nekaj časa se začne normalno žvečati kot normalni čigumi. Ni pa okusa. Ne, ni slab okus. Dober je. Pač po smoli je, to je od smreke, to bolj naravno ne more biti. To ima 42 mineralov pa vitaminov. Ne gre meni iz ust. Meni je dober. Močen je. Močen čigumi, ne? Zdrži nekaj časa. No, evo, super. Bukvice so fantastični, so rahlo kiselkasti, imajo dosti C vitamina. Če kje je to? Ta vrej? Ne, tega tam manjšega vzem. To ja. Še jaz enega. No, seveda. No, probaj. Te najmanjše vzemte. Poskusni zajček. Kakšen poskušni zajček. Dobro. Ja? Zgrizi ga dobro, da boš videl, koliko je kiselkast. Res zelo prijetno kiselkast. Te tam manjše zber. Te, ki so najmanjši. Ta najmanjši. Najmanjše, ja. Ter tako nekako. Niso buče. Še manjša. Ja, To je vre. ja, čisto take majhne, ja. Kje so? Te so najboljši. Ojej. Kaj je tako v redu? Ja, najmanjši. Tako v redu. V redu bo. Za poskusati bo v redu. Pa jaz nobenega najmanjšega ne vidim. No, pa enega srednjega vzem, no. No, evo, spustim je. Ok, kaj rečete? Ti pa zajče delnico ješ, a? Je dobro, a? Povej. Ogabnje. Pa kaj si rekla? Dobro. A listi te niso všeč? Ne. A, bukovi? Prstili imajo. Enega. Aha, si probal? Ok. Kako? Ne razumem.
Prek polja, ne po poti, prosim. Vse čist lepa pot. Čau. Čau. Kako gre? Tako. Trujemo. Utrujeno. Ja. Spet jo hodimo. 5 ur. Da vas ne bi sanjal jaz. Kje 5 ur? 85 km sem že prehodil. Ja. Bi vas rad videl. Zelo rad. V 5 urah. Snežnik. Snežnik, tam se že vidi en del Cerkniškega jezera. Se je presahnilo. Javorniki, bomo pa še kasneje povedali. Ja, še enkrat pogledamo. Blošček, Županšček, Racna gora, Snežnik, ja, 1796 metrov, potem imamo Javornike, 1200, še nekaj, Slivnica, 1114 metrov in pa seveda vrh Lisca z našo ekipo. Kako je ekipa? Kdo je bil prvi? Da slišim zvonček še enkrat. Odlično, evo. Čestitam za osvojeno nagrado. Prosim, da me spomniš, ko pridemo nazaj, da dobiš, ok? Smo pozabili, ne? Cerkniško jezero, tukaj leži, kadar je polno vode, se ga lepo vidi z te točke, fantastično. Zdaj pa, kot smo rekli, je že presahnilo. Tako da, zelo lepo. Fajn, ne? Evo ga, še zvonček. Da pozvonil še enkrat za srečo. Evo, super. Hvala. Evo struga Cerkniškega jezera oziroma reke, ki teče dol. A je lušten tukaj? Kaj rečete? Super. Dobar, ne? Se imate fajn? Ja. Ni v redu? Ne še? Ok. Pa to ne moreš verjeti, kaj imamo vse, kaj se lahko vidimo, a ne? Odtle. Oblake. Na vrhu smučišča, gledamo dol v dolino. Je kar strmo, kaj rečete? Ja. Smo kar visoko. Na deponiji. Evo. Na deponiji je bolj strmo. Para, Arara. Nova vas. Student, Nice. Ravne. Lepa. In zelo ravno. Blošček. Bombo. Kar počasi. Ja. Kar počasi, prosim, lepo.
Odloži to, prosim te. Odložite to, prosim, ne dotikajte se tega. Položi na tla, prosim, to, kar ste že dvignili. Pusti, lej ga. A pustiti? Fantje. Kaj snemaš, vodič? Evo, tle se lepo vojašnice vidijo. Dajmo še enkrat. Kaj? Mačka. Pes. Delfin. Morski pes. Pujs. Žirafa. Slon. 9, 9, 8, 7. 6. Kjerokoli že. Medved. Odlično. Netopir. Ris. Srna. Jelen. Miš. Volk. Šakal. Opica. Bravo. 10, 9, 8, 7, Kača. 10, Vrobec. Pelikan. Jazbec. Mravlja. Hrt. Štorkla. 9, 8, 7, 6, 5. Ptič. Klop. Muha. 9, 8, 7, 6. Pšice. Bolha. Kobilca. Žirafa. Žirafa je že bila ali ne? Šment. A je bila ali ne? Početnik. A je bila ali ne? Ja. Meni se zdi, da je bila početnik. Kako se že reče? Uši. Uši. Lisica. Lisica. 10, 9, 8. Komar. Čebela. 10, 9. 8. 7. 6. riba. Leopard. Sini kit. Zebra. Kit je že bil. Sinji kit, poslušajte. Tiger. Ligen. Zebra. Zebra. Hobotnica. Ja, bila je. Uščepni. Kormoran. Kormoran. Meduza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kjerokoli žival. nič. Ris. Odlično priznam. je že bil. Ja, sorry, počepni. Kriček. Čriček. Kaže. 10. 9. Veverica. 10, 9, 8. 7. 6. Mušica. To je že To bilo. je že bilo počepni. Mol. Pejte vi bližje, vi trije. Samo vi trije ste še. A ne, prosti, še ti si. Prosti bi. Kako se že reče? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Kjerokoli žival. 1, nič. Konec. Počepni. 10, 9, Dajmo si odštevamo. 8, 7. Deževnik. To ti kaže paus. Veverca. Si že bila? Je že bila. Je že. Počepneš. Ajde, dajmo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tiger. 1. Si pa že rekel, ti si ga rekel. Čestitam. Imamo samo slovenske živali oziroma divje živali, ki živijo v Sloveniji. Oziroma lahko tudi domače, ampak previdno, ne? Ker lahko začneš. Volk. Volk, odlično. Zajc. Zajc. Komar. Komar. Krava. Metulj. Svinja. Lišico. Dobro? Kuna. 10, 9. Ribe. Okay. Polž. 10. 9. 8, 7. 6. 5. Državnik. Kva? Državnik. Labot. Želvo. Kobilca. Ptica. 10, Ptica. 10, 9. 8. 7. 6. Školke. Školjke. Kuža. 10, 9, Kača. 8. Mačka. 10.
Čriček. Aha. Mravlja. Krova. Krava je že bila. Bik. Rekla je krava prvo. Dajmo. Pujski. Pujski. To sem On je rekel prvo. Pujs je že bil, ja. Morska zvezda, morska zvezda, Morska zvezda. Morski pajek. 10, 9, telice. Morski pes. Mol. 10. Rak. Tako kot ti rekel, 10, 9, 8, 7, klop. Vodni rak. Jelen. Medved. Medved je bil. Doj. Prele. Ni, mislim, da ni. A nisi ti z medvedom začela? Ne? Prejšnjo rundo, mislim, da. Prejšnjo rundo je A z zelo. volkom si začela? Se oproščam. Ok, Golob. prosti mi. 10, 9, Kako? vrabec. Odlično. osa, čebela, Gams. orel, Vrana. orel, Tišina, prosim, ostali. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, svinčka. Kaj rekel? To je že bilo. Sinica. To si prej rekel. Lisica je bila. Najprej sem rekel Sinica. vrabec, zdaj sem pa rekel sinica. V redu je. 10, 9, dajmo. 8, 7, daj. Morski pes. ja, kaj je rekel? Ja, počepni. 10, 9, dajmo. Srna, štorklja, Žolna. Pridi bliže, tlele okrog. unje, Kdo on? A ja, seveda se ga. Polž. Pavš. je že bil, Je že bil počepni. unga je, tudi, boha, To je že bilo. prejšnjo rundo, 10, 9, Mušice. 8, tega še ni bilo, muha, A muha je bila? ne, sem jaz Žrebiček. Žrebiček. Dajmo ga, dajmo. 10, koza, 9, kozliček, ovčka, Oven. žužek, Kaj si rekel? žužek, 10, žrebec, smrdljivček, 10, 9, 8, Jastok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, mravlja, Kaj je že bila? prejšnjo rundo, ne, ni bila, ni še Letos bila, se- prejšnjo rundo je bila mravlja, Dajmo. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, nič, Počepni. jazbec, Sova. Sova. Dajmo. 10, zajec, morska zvezda, to je že bilo, Počepni. Ne, ni bil. Ne, morska zvezda je bila. zaj, prejšnjo rundo, Zajec sem jaz rekel. zajec nisi, Ja, je bil na začetku, sem ga rekel. če ga ni, Ej, bomo pogledali posnetek, dajmo, prosim, počepni, dajmo, naprej, finale. 10, 9, 8, 7, Jastreb. Jastreb. Peta bliže. kokoš, Petelen. 10, puran, Piščanc. 8, 7, sokol, 6, Sokol. To sem jaz rekel. Ne, Jaz sem. Jastreb si rekel. Ne, pa tudi sokol in orus sem rekel. Sokol, počepni, čestitam. Izbere si magnetek. Prav, David, čestitam. če morska zvezda bila. In kar naenkrat celo, da govorim.